Spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik profesor Peter Štih, spoštovani rektor, profesor dr. Gregor Majdič, spoštovane dame in gospodje, drage kolegice in kolegi, v veliko veselje mi je, da smo se zbrali v tako velikem številu. Danes je za Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani velik dan. Ob bok velikanom slovenske elektrotehnike, ki jih lahko vidite tukaj na levi strani, akademika Milana Vidmarja, profesorja Marije Osana in profesorja Vratislava Bedjaniča, odkrivamo spomenik akademiku, profesorju Lojzetu Vodovniku, znanstveniku in humanistu, ki je s svojo briljantnostjo, predanostjo in neumornim delom opravil pionirsko delo na področju biokibernetike in elektrostimulacije ter na področju rehabilitacijske tehnike posegel v sam svetovni vrh kot vrhunski znanstvenik, inovativen inženir in hkrati velik humanist. Svojo karizmo je bil velik povezovalec raziskovalk in raziskovalcev, strokovnjakinj in strokovnjakov z številnih področij in različnih inštitucij, tako univerz, raziskovalnih inštitutov, kot rehabilitacijskih in kliničnih medicinskih ustanov. In to tako doma, kot v tujini. Akademik Lojze Vodovnik nam je zapustil neizbrisljivo dediščino, ki je trajno obogatila slovensko elektrotehniko, inženirstvo in slovensko znanost. Danes odprta razstava na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti odkriva le tančico razsežnosti raziskav in pomembnih mejnikov. Na ravnokar zaključenem mednarodnem posvetu smo lahko doumeli globino znanstvenih dosežkov in hkrati širino uporabnosti tako elektrostimulacije, elektroporacije in celične elektropermeabilizacije. Laboratorij za biokibernetiko, ki ga je akademik Vodovnik ustanovil leta 1963 in v katerem je vzgajal vrhunske znanstvenike in inženirje, beleži letos 60 let izjemnih uspehov. Vodilno vlogo laboratorija v svetovnem merilu, poleg vrhunskih dosežkov in objav ter visoke citiranosti in odmevnosti, dokazujejo z organizacijo doktorske šole Electroporation-Based Technologies and Treatments v sodelovanju z Onkološkim inštitutom v Ljubljani, ki privablja doktorante iz celega sveta že 20 let. In kot najnovejši uspeh laboratorija za biokibernetiko smo se včeraj razveselili prvega ERC projekta na naši fakulteti, ki ga je prejela docentka doktorica Lea Rems. Naj omenim samo dva imenika, ki sta nas pripeljala do današnje slavnostnega odkritja spomenika. Ob izidu knjige o akademiku Vodovniku pred 4 leti, septembra 2019, je bila dana pobuda strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti s tedanjim predsednikom Bajdom na čelu za postavitev spomenika. V lanskem letu je senat soglasno imenoval 3-člansko komisijo v sestavi akademik Tadej Bajd, akademik Alojz Kralj in profesor Damjan Miklavčič. Zelo me veseli, da danes na 90. rojstni dan akademika Vodovnika in v počastitev in poklon njegovim dosežkom odkrivamo njegov spomenik v našem parku. V imenu Fakultete za elektrotehniko se iskreno zahvaljujem Slovenski akademiji znanosti in umetnosti za pobudo za postavitev spomenika, avtorju spomenika za umetniško stvaritev, akademskemu kiparju Mirku Bratoši, ki je med nami, ki je redni profesor na Univerzi v Ljubljani in hkrati izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, in donatorjem Društvu za medicinsko in biološko tehniko Slovenije, Univerzitetnemu rehabilitacijskemu centru Republike Slovenije Soča
in dr. Jamesu Rajabiju. Iskreno se zahvaljujem dekanu v preteklem mandatu, profesorju dr. Gregorju Dolinarju in seveda tudi komisiji za opravljeno uspešno delo. Marsikomu izmed nas je bil akademik, profesor, vodovnik, mentor, podpornik in vsekakor za vzor in za navdih. Lojze Vodovnik je svetla zvezda in bo večno ostala zapisana svetla zvezda na nebu slovenske znanosti in še svetlejša zvezda slovenske elektrotehnike. Iskrena hvala. Sedaj pa vabim predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademika profesorja Petra Štiha. Spoštovani profesor Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, spoštovani profesor Marko Topič, dekan Fakultete za elektrotehniko, spoštovani sorodniki akademika Lojzeta Vodovnika, kot tudi njegovi spoštovani prijatelji, sodelavci in učenci. Spoštovane gospe in gospodje, govoriti zgodovinarju pred tem zborom poznavalcev profesorja akademika Lojzeta Vodovnika in njegovega dela je nekako tako kot nositi sove v Atene. Vodovnikovo ime mi je bilo sicer poznano že dalj časa, zlasti so ga večkrat spoštljivo omenjali kolegi iz 3. razreda Slovenske akademije znanosti in umetnosti, katerega član je bil tudi Lojze Vodovnik. O njegovem delu in pomenu pa nisem vedel veliko. Zato sem bil še posebej vesel lepega zbornika o Lojzetu Vodovniku, ki ga je leta 2019 v uredništvu akademika Kralja izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Odškrnila mi je vrata v Vodovnikov svet in delo, vsaj nekoliko pa sem ga lahko spoznal tudi kot človeka. Več piscev v njem je poudarilo, da je bil Lojze Vodovnik pionir moderne funkcionalne električne stimulacije, ki je zapustil trajno sled v znanosti in da njegovo delo nadaljujejo ali pa iz njega izhajajo številne raziskovalne skupine. Verjetno je to nekaj, kar bi si želel vsak znanstvenik. Rezati prvo brazdo na novem polju znanosti in posaditi seme, ki bo bogato obrodilo. Prav vsi pisci spominskih zapisov o Vodovniku v že omenjenem zborniku ga opisujejo tudi kot zelo empatičnega, dobromislečega in visoko etničnega človeka. Matjaž Kmecel, njegov sosed v Črnučah in kolega na akademiji, je tako zapisal, da je bil Lojze Vodovnik, citiram, tehnik v glavi in humanist po duši. Da ga je naprej krasila notorična prijaznost in da je imel vse rad in zato so ga imeli tudi vsi radi, pač kot je zaključil velik človek po razumu in po srcu. Ker kot zgodovinar nisem niti pristojen, niti poklican, da bi govoril o Vodovnikovem delu, mi dovolite, da že zaradi funkcije, v kateri stojim pred vami, povem nekaj besed o akademiku Lojzetu Vodovniku in Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Pa še tu lahko le dodam nekaj drobcev k zapisu akademika Tadeja Bajta v že večkrat omenjenem zborniku. Vodovnik je bil za izrednega oziroma po tedanjem poimenovanju za dopisnega člana SAZU izvoljen 10. marca 1977 zaradi, kot je zapisano v obsežni utemeljitvi, citiram, prodornosti in svežine svojega znanstvenega ustvarjanja na področju biomehanike in biokibernetike. Star je bil komaj 43 let, kar je tudi za znanstvenike s področja naravoslovnih ved, ki so v akademijo praviloma izvoljeni nekoliko mlajši kot njihovi kolegi s področja družboslovnih in humanističnih ved, zelo zgodaj. Novi člani akademije so takrat med drugim postali še literarna zgodovinarka Marja Borštnik, romanist in germanist Anton Grad, klasični filolog Milan Grošelj, literarni zgodovinar Janko Kos, pisatelj Ivan Potrč, skladatelj Primož Ramovš in slikar Gabriel Stupica. Njegova kolega v razredu za matematične, fizikalne in kemijske in tehniške vede, Davorin Dolar in Miha Tišler, pa sta bila izvoljena za redna člana. Tretji razred SAZU, v katerega je bil izvoljen Vodovnik, je takrat skupaj z njim štel 10 članov. Danes jih ima mimogrede 22. In poleg omenjenih Dolarja in Tišlerja so bili v njem redni člani še Robert Blinc, Peter Gosar, Dušan Hadži,
Anton Kuhelj, Anton Peterlin in Ivan Vidal. Kot izredna člana pa sta Vodovniku v razredu družbo delala Janez Peklenik in Lujo Šuklje. Sama znana imena slovenske znanosti, od katerih pa ni nihče več živ. Zadnji med njimi se je lani spomladi v starosti 98 let poslovil akademik Peter Gosar. Pa tudi med tistimi, ki so bili skupaj z Vodovnikom izvoljeni leta 1977, je danes član SAZU samo še akademik Janko Kos. Dobrih 6 let kasneje, 6. junija 1983, je bil Vodovnik izvoljen za rednega člana SAZU. Ker pa je akademija organizirana v duhu tradicionalnih akademij, torej Slovenska akademija organizirana v duhu tradicionalnih akademij, kot učena združba oziroma kot združba znanstvenikov in umetnikov in ne kot raziskovalna inštitucija, kar so po sovjetskem vzoru danes predvsem vzhodnoevropske akademije, je tudi Vodovnikovo delo v največji meri potekalo izven SAZU. Tukaj, na Fakulteti za elektrotehniko, kjer je pred 60 leti, kot je bilo že rečeno, ustanovil laboratorij za medicinsko elektroniko in biokibernetiko, ki pod nekoliko drugačnim imenom deluje še danes. Kljub temu pa se je Vodovnik vključil tudi v delo na akademiji in po mnenju Tadeja Bajda je bil njegov največji dosežek na tem področju organizacija velikega mednarodnega posveta Gibanje pri človeku in stroju v Portorožu maja 1982. Poleg tega je bil Vodovnik med letoma 92 in 96 tajnik 3. razreda, deloma istočasno med 94 in 96 načelnik njegovega oddelka za tehniške vede in bil nato 2006 izvoljen še za člana predsedstva SAZU, kar je ostal vse do svoje smrti 14. junija leta 2000. Ta je prišla povsem nepričakovano. Vodovnikov odhod se ni napovedoval, bil je presenetljiv in ob tem sem se spomnil na misel brezčasne veljave, ki je bila zapisana davnega leta 1363. Glasi se: nič ni bolj gotovega kot smrt in bolj negotovega kot njena ura. V slutnji, da mu ni ostalo ravno veliko časa, umrl je namreč 2 leti kasneje, jo je izrekel komaj 23-letni avstrijski vojvoda Rudolf IV., najbolj markantna osebnost Habsburške dinastije v poznem srednjem veku, ustanovitelj Dunajske univerze in graditelj tamkajšnje cerkve Svetega Štefana, pri nas pa poznam predvsem kot ustanovitelj Novega mesta, ki ga je v svoji knežji vzvišenosti in nič manjši nečimernosti poimenoval po sebi. Spoštovane gospe in gospodje, Lojze Vodovnik je bil vrhunski slovenski znanstvenik, ki je na svojem področju delovanja raziskovanja pustil tudi v mednarodnem merilu izjemno dediščino. Čeprav je to na nivoju širše družbe komaj znano. Tudi zato so takšne prireditve, kot je današnja, s katero obeležujemo 90-letnico njegovega rojstva in s tem negujemo spomin nanj, še kako pomembne. Pri tem me še posebej veseli, da nas bo tu, pred njegovo fakulteto, na akademika Lojzeta Vodovnika od danes naprej spominjal kip, stvaritev profesorja Mirka Bratuše, čeprav si je Vodovnik že s svojim delom postavil spomenik, če rečemo s Horacem, bolj trajen kot iz brona. Hvala lepa. Spoštovani izbrani, spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovani rektor, dekan, sodelavke in sodelavci, gospe in gospodje. Profesor Tomas Mortimer, eden od predavateljev na današnjem mednarodnem simpoziju, je svojo biografijo uredil na obdobje pred Vodovnikom in po Vodovniku. Ugotovil sem, da mojega obdobja pred Vodovnikom pravzaprav sploh ni bilo. Saj sem se že kot študent vključil v delo laboratorija za biokibernetiko, najprej sicer pod mentorstvom profesorja Stanislava Reberška, kasneje pa sem bil deležen Vodovnikove pozornosti in podpore pri začetkih raziskovalnega dela uporabe električnih tokov za zdravljenje raka in mentorstva pri mojem doktoratu. In čeprav sem pri pripravi tega nagovora presenečeno ugotovil, da sem z njim delal
niti ne polnih 10 let, zgolj in samo se mi zdi, da sem se v tem času od njega naučil ogromno, če ne kar vsega, kar znam. V tistem kratkem času sem bil deležen njegove neosahljive energije, idej, kritike, praktičnih napotkov, nasvetov, tako za domačo kot službeno rabo. Lahko bi rekel, da sem bil deležen celovite vzgoje. Bil je nesebičen. Spodbujal nas je, nam odpiral vrata doma in v tujini in nam omogočal razvijati naše raziskovalno delo in dosegati cilje. Profesorja Vodovnika je zanimalo vse in vsakdo. Njegov način razmišljanja mi je bil blizu, domač. Njegov holistični pristop reševanja znanstvenih problemov ga je vedno gnal prek meja svoje discipline in tudi prek meja svojega znanja. In verjetno je prav zato vedno iskal povezave in partnerstva z zdravniki, biologi, kemiki. Interdisciplinarnost je bila njegova norma raziskovanja. Lojze Vodovnik je bil človek, s katerim so vsi radi sodelovali, saj so bili zaradi tega sodelovanja z njim tudi sami bogatejši. Že v 90-ih je takrat še na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v našem laboratoriju, v laboratoriju za biokibernetiko, ki ga je pred 60 leti ustanovil prav Lojze, bil zaposlen prvi biolog na naši fakulteti. V laboratoriju so bili in so še vedno dobrodošli vsi, ki so se bili pripravljeni spopadati z raziskovalnimi vprašanji in so bili pripravljeni temu posvetiti svoj ne samo delovni čas, ampak tudi precejšen del svojega prostega časa. Profesor Vodovnik je bil zahteven. Že na začetku moje kariere mi je odkrito povedal, da nam znanosti in raziskovanju posvetiti ves svoj čas. Tudi 12, 13 ur na dan, če je potrebno. Če se hočem kosati z najboljšimi. In da za druge stvari, za druge hobije ni prostora. Lojze Vodovnik je bil predan znanosti. Včasih ga je želja po razumevanju prignala celo na rob znanosti in tudi tu se zlahka ni ustavil. Menjal je področje, iskal nove teme, bil je nemirnega duha. Z doseženim ni bil nikoli v celoti zadovoljen. Želel je več, želel je razumeti, želel je pomagati. Njegovo delo je moralo imeti smisel kot delo in življenje inženirja in humanista. Želel je, da bi naše raziskovalno delo dobilo uporabno vrednost tudi v industriji, da bi naša podjetja uporabila znanje in dognanja, da bi nastali produkti, ki bi prispevali k blaginji naše države, tudi čisto materialnem, ekonomskem smislu. Področje medicinskih naprav in biomedicine nasploh zahteva velika finančna vlaganja in dostop do velikih trgov. Žal se mu ta želja ni uresničila, čeprav smo že takrat bili blizu uspehov. Samozavest je še ena stvar, ki je Lojze zmogel. Ni nas strah, da smo majhni, da ne znamo, da so drugi boljši oziroma imajo boljše pogoje za raziskovanje oziroma za raziskovalno delo. Vcepil nam je samo spoštovanje, vztrajnost, delovnost in neustrašnost. Če drugi ne zmorejo, še ne pomeni, da tega ne bomo zmogli mi. Domišljam si, da sem se v tistih komaj 10 letih od njega nalezel vsaj nekaterih od naštetih lastnosti in upam, da se bodo teh lastnosti nalezli od mene, tudi moje mlajše sodelavke in sodelavci. Pri našem delu in v naših prizadevanjih nas bo danes dalje spodbujal in usmerjal ne samo njegov duh, ampak tudi njegov spomenik. Prosim dekana fakultete profesorja Marka Topiča in predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti profesorja Petra Štiha, da odkrijeta portret. Sedaj nas bo nagovorila Damjana Rozman, tudi sama priznana znanstvenica, hči Lojzeta Vodovnika. Prosim, Damjana. Hvala lepa.
Spoštovani vsi, predsednik akademije, rektor Univerze v Ljubljani, bivši in sedanji dekan in vsi, ki smo se tukaj zbrali. Jaz bi se rada v imenu ožje družine in širše družine zahvalila za čast, ki ste jo izkazali mojemu očetu Lojzetu Vodovniku ob 90-letnici njegovega rojstva. Poleg mene gre zahvala tudi v imenu mojih 2 sinov, Domna Gajmana in Anžeta Gajmana z družinami, prav tako pa tudi v imenu vseh sorodnikov s Koroške, iz Prevalj, iz Slovenj Gradca, ki so se zbrali tudi tukaj danes. Slovenj Gradec je bil očetu dolgo časa dom, tja se je vedno rad vračal in na Koroškem v Slovenj Gradcu je tudi priimek Vodovnik še vedno živ. Šele v zadnjih tednih, ko sva se večkrat srečala s profesorjem Lojzetom Kraljem, sem se pravzaprav zavedla, kako velik zalogaj je bila organizacija tega celodnevnega dogodka. Tako, da bi se posebej rada zahvalila družinskima prijateljema, akademikoma, profesorju Lojzetu Kralju in Tadeju Bajdu, vodstvu Slovenske akademije znanosti in umetnosti in celotni akademiji. Zahvala gre seveda tudi profesor Damjanu Miklavčiču, bivšemu dekanu Elektrofakultete profesor Dolinarju in sedanjemu dekanu profesor Topiču in seveda tudi Univerzi v Ljubljani. Nenazadnje seveda hvala tudi kiparju, profesoru Bratuši, ki se je res poglobil v očetovo osebnost in smo nekako ob nastajanju tega kipa tudi z njim prav lepo poklepetali. Hvala seveda tudi vsem drugim, ki ste prispevali k tem dogodku in vas nisem uspela omeniti. Za zaključek bi rada povedala, da oče ni prispeval le k znanosti, o čemer smo danes veliko slišali, o znanosti, ki gradi mostove med elektrotehniko in medicino. Zame oziroma name je pustil pečat kot oči. Sorodstvu, ki je tukaj, pa kot, in seveda tudi moji mami, pa kot Lojze, ata Lojze, stric Lojze in verjetno še kaj. Zame je bil zagotovo tudi vzornik in spodbujevalec na poklicni poti. Je bil pa morda takrat še malo manj strog, kot je bil do profesor Miklavčiča, saj profesor Miklavčič je povedal, da je njemu povedal, da je treba delati 12 ur na dan, no, pravilo, ki sem ga pa jaz dobila kot najstnica, je pa bilo, da je dan razdeljen na 3 dele. 8 ur za delo, 8 ur za spanje in 8 ur za zabavo. Tako da bi se še enkrat v svojem imenu in v imenu svoje družine iskreno zahvalila za izkazano čast in za današnji dan. Hvala. Spet prav tak večer, kot je nocoj.
čez 1000 let, ko naju ne bo več. Na nebu Orion sija bo še. Poljubi me za 1000 dolgih let, kot mlad par se bo poljubil spet. Poljubi me za 1000 dolgih let, kot mlad par se bo poljubil spet. Najlepša hvala. Spoštovani zbrani, seveda poklon akademiku profesorju Lojzetu Vodovniku. Nadaljujemo z druženjem v avli in se veselimo klepeta ob kozarčku in pa seveda pogostitvi. Hvala lepa, da ste se udeležili te svečanosti. Hvala lepa.